Lepo pozdravljeni. Moje ime je Miran Varga, danes bom vodil novinarsko konferenco družbe Salonit Anhovo. Morda niste vedeli, a v cementarni v Anhovem so peči prvič zagnali že 2. maja 1921. Da, pred več kot 100 leti. S to obletnico se lahko pohvalijo le redka podjetja, ne le v slovenskem, temveč tudi v mednarodnem prostoru, kakor tudi le redki posamezniki. Kaj imajo ta podjetja skupnega? Če močno poenostavim, se recept za uspeh glasi nekako takole. Delajo prave stvari in delajo stvari prav. Cementarna dela cement. Družba Salonit Anhovo pa je za Slovenijo strateškega pomena, saj je cement iz Anhovega gradnik več kot polovice vseh objektov v Sloveniji. Zelo verjetno tudi tega, v katerem se nahajate in nahajamo prav ta hip. Na letno proizvodnjo okoli 1 milijon ton cementnega veziva računa več kot 300 poslovnih kupcev, tako doma kot tudi v tujini. Danes boste veliko slišali ne le o strateški vlogi cementa in cementarne za družbo in gospodarstvo, temveč tudi o njenem družbeno odgovornem delovanju. V Salonitu Anhovo želijo namreč v prihodnjih letih uresničiti nadvse ambiciozen načrt in postati ena prvih brezogljičnih cementarn na svetu. Podjetja, ki svoje obletnice merijo s 3-mestnimi števili, imajo še nekaj skupnega. Vsa imajo jasno vizijo in strategijo, kako poslovati v prihodnje. Več o njima, pa tudi kratek oris prehojene poslovne poti, nam bodo danes zaupali moji sogovorniki. Z nami so gospod Julijan Fortunat, predsednik uprave, dr. Tomaž Vuk, član uprave in magister Dejan Cviter, prav tako član uprave Salonita Anhovo. Pred nadaljevanjem naj vse predstavnike sedme sile še enkrat spomnim, da lahko vprašanja za moje sogovornike pošljete na e-poštni naslov pr@salonit.si. Sogovorniki bodo nanje odgovorili ob zaključku predstavitve. Pa začnimo. Najprej bo svoj pogled na izjemni mejnik za cementarno z nami delil gospod Julijan Fortunat ter nam predstavil gospodarski, okoljski in družbeni vidik vpetosti anhovske cementarne v okolje. Gospod Fortunat, digitalni oder je vaš. Spoštovane gostje, spoštovani gosti današnje novinarske konference, lepo pozdravljeni, lep pozdrav iz Posočja. Sonce se je ravnokar malček skrilo, drugače pa k nam prihaja pomlad. Imamo ozelenelo okolico in se veselimo prihajajočih poletnih dni, ki bojo, upamo, tudi glede zdravstvene situacije malo boljši, kot so bili pretekli meseci. Skratka, danes smo se pa namenili, da vam malček predstavimo svojo preteklost, današnji trenutek, ki ga živimo v podjetju, in pa seveda naš pogled, kar je najpomembnejše, naš pogled v prihodnost. Skoraj natanko 100 let je, odkar je bila zagnana peč v Anhovem za cement, in moram reči, da je verjetno zelo malo podjetij, industrijskih podjetij, ki imajo prvič tako častitljivo starost, drugič, ki je uspelo svojo dejavnost obdržati neprekinjeno v celotnem obdobju. Tretjič, ponosno rečemo, da smo zagotovo med najboljšimi ali pa najuspešnejšimi industrijskimi podjetji v Sloveniji, in naš namen je tu tudi ostati in še nadalje razvijati naše podjetje. Na prosojnici vidite par mejnikov, ki so nas pripeljale do današnjega dne. O sami prihodnosti bomo pa zagotovo povedali še kaj več. Predvsem se bosta na to skoncentrirala moja kolega. No, kaj je bil eden od ključnih dejavnikov, da smo lahko pripeljali cementarno v pozicijo, v kateri lahko rečemo, da smo med najbolj konkurenčnimi in najboljšimi tudi v širši regiji. Tu je pogled sicer samo na zadnjih 15 let ali pa 20 let, ko govorimo o investicijah. Seveda se je razvoj cementarne odvijal v celi stoletni zgodovini, vendar smo ključne tehnološke premike v resnici naredili v zadnjih 15 in 20 letih. In kot bomo kasneje videli, nas čakajo ponovni prebojni trenutki v naslednjih 10, 15, 20 letih in se jih z vznemirjenjem veselimo. Načrt imamo pripravljen, vizija je, verjamemo, prava. Hočemo biti med liderji v Evropi, pa tudi v svetu, in naši načrti
kot sedaj ugotavljamo, zelo sovpadajo z načrti Evropske skupnosti, ki tudi pravi, da je potreben zeleni preboj oziroma zelena preobrazba, in ko smo videli zaveze, ki jih je Evropska komisija pred kratkim sprejela, smo rekli, smo na pravi poti. No, 100. obletnica je res prava priložnost, da praznujemo najprej, čeprav z določenimi omejitvami in nam žal ne omogočajo osebnega srečanja. Priložnost tudi, da naslovimo prihodnost, pa po tretji plati dostojno pospremimo oziroma da se dostojno spomnimo tudi preteklosti. Namreč vemo, da za sabo nosimo tudi težko breme kot podjetje, pretekle uporabe azbesta v naši proizvodnji. Azbest se je v dolini uporabljal do leta 1996, takrat je bil z zakonom prepovedan. Uporaba azbesta je bila tako kot po mnogih krajih v Sloveniji, mnogih v Evropi in svetu, je zelo zaznamovala področja, kjer se je ta material uporabljal. Bilo je veliko zmot glede škodljivosti oziroma ne zmot, pač pa nevednosti okrog same škodljivosti materiala, in res ta tragična zgodba je zaznamovala dolino. Mi se je seveda zavedamo, od nje ne bežimo, hkrati pa poskušamo lajšati posledice in se aktivno udeležujemo in tudi pripomoremo k raziskavam, ki naj bi olajšale posledice vse te naše težke zgodovine. No, kar pa je pomembno, razvoj cementarne gledamo pa celostno in pravimo, razvili jo bomo res v sodobno digitalno podjetje, ki si ne bo več dovolilo nikdar, to pa je naša zaveza, podobne napake, kot se je zgodila v preteklosti. Jaz bi prosil mogoče za naslednji slajd. Zelo pomembno, kar največkrat sami v podjetju pozabimo poudariti, je dejstvo, da je cement najbolj uporabljen gradbeni element povsod v svetu. Imate na levi spodnji strani malo sličico, ki prikazuje delež uporabe opeke, lesa, jekla in pa betona v zgradbah. No, mi s ponosom povemo, da je v vseh velikih infrastrukturnih projektih v Sloveniji vgrajen naš cement. Tu imate samo par referenčnih objektov, na katere smo zelo ponosni, večina jih je iz novejšega obdobja. Treba pa je povedati, da imamo recimo v sredini, vidimo elektrarno. Z veseljem vedno povemo in ponovimo, da so vsi jezovi hidroelektrarn v Sloveniji zgrajeni z anhovskim cementom. Potem vidimo eno sličico viadukta črnokalskega, eleganten in zahteven konstrukcijski projekt. Planiški center nam je v ponos, zgradili smo skoraj vse avtoceste v Sloveniji in pred nami so novi izzivi. Naš cement bo šel upamo, seveda, ponekod se še pogovarjamo, ponekod že dobavljamo, čisto konkretno dobavljamo v tem trenutku za tunel za predor Karavanke. V naslednji fazi pa se pogajamo seveda za največji slovenski projekt v zgodovini naše mlade države, to je pa drugi tir od Kopra do Divače. Verjamemo, da bomo tudi pripomogli k uspešni realizaciji projekta, ki bo generiral mnoga delovna mesta in seveda poskrbel za nadaljnji razvoj države. Mogoče naslednji slajd. In tu bom predal tudi besedo sogovornikoma, kolegoma iz uprave. Mislim, da je to ena od ključnih prosojnic današnje predstavitve. Pravimo, da bomo med prvimi
brezogljična cementarna z minimalnim vplivom na okolje. To je del naše podnebne in okoljske vizije. Seveda imamo v svoji viziji tudi druge, bolj poslovodske cilje, ampak kar se okolja tiče in brez tega ne bo šlo, je naša zaveza, ki jo vidite na tej prosojnici zapisano, že zabetonirana in na srečo imamo tudi polno podporo lastnikov in kot sem rekel že uvodoma, popolnoma sovpada tudi z zeleno preobrazbo, ki jo načrtuje Evropska komisija. Imamo cel kup vmesnih korakov, ki jih bo kolega Vuk predstavil. Pomembna je tudi številka, ki jo vidite v levem zgornjem kotu, in to je 15%, za kolikor želimo zmanjšati svoje izpuste CO2 do leta 2025. Zato bomo investirali dodatnih 40 milijonov v top tehnologije. Lahko tudi rečem, da bomo v naslednjih 15 do 20 letih morali ponovno investirati. Pred nami je velik investicijski cikel, red velikosti bo preko 200 milijonov in tudi tu imamo podporo lastnikov, zavedajo se, kako je pomembno ostati na špici razvoja, kar želimo biti, kar pomeni seveda istočasno tudi špico konkurenčnosti ob popolnem upoštevanju trajnostnih vidikov našega poslovanja. Toliko za uvod, prosim, če gremo kar naprej. Gospod Fortunat, hvala za tale res izčrpen pogled v cementarno in njene pretekle ter trenutne aktivnosti. Prepričan sem, da boste v Anhovem še mnoga desetletja skrbeli za trdne in zdrave temelje domačega gospodarstva, predvsem gradbeništva. Z nami pa je že drugi sogovornik. Dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, nam bo predstavil razvojne načrte družbe v kontekstu trajnostnega razvoja in zelenega prehoda, ki cementarno čaka v naslednjih desetletjih. Gospod Vuk, kako v Salonitu Anhovo skrbite za trajnostni razvoj poslovanja? Ja, lep pozdrav vsem prisotnim in hvala za to vprašanje. Bom začel kar z eno mislijo, da je trajnostni razvoj del našega DNK-ja po slovensko, se pravi vgrajen v naše gene in je pomemben predvsem zaradi tega, ker je naša dejavnost povezana z zelo velikimi investicijskimi vlaganji. To, kar danes gradimo, s tem moramo pol živeti 15 pa 20 let, zato je pomembno, da vsak korak, ki ga naredimo, skrbno premislimo in pretehtamo in da skrbimo, da je v soglasju z tem, kar čemu rečemo trajnostni razvoj. Mogoče še dve misli, ki utemeljujejo, zakaj so ti koraki, ki jih zdaj načrtujemo, pomembni. Že prej v prezentaciji je bilo videti, da je beton in z njim cement, da sta to gradbena materiala, ki se uporabljata v daleč največjem obsegu. Včasih rečemo, da uporabimo več betona kot vseh drugih gradbenih materialov skupaj. In prav zaradi tega je tudi zeleni dogovor prepoznal industrijo cementa kot strateško pomembno panogo, ki je treba pomagati pri prehodu v zeleno. Vemo pa tudi, da so stavbe povezane s približno 40% emisijami CO2 in pravzaprav bo treba naš stavbni fond v teh naslednjih desetletjih prestrukturirati. In ker je cement in beton, ker sta daleč najbolj uporabljena materiala pri gradnji, je pomembno, da tudi proizvodnjo cementa in betona ozelenimo ali pa naredimo brezogljično. S tem v mislih smo si zadali načrt, da želimo med prvimi postati brezogljična proizvodnja. In seveda to bo kar zahtevna pot, izziv, ampak lahko jo vidimo tudi kot priložnost. In to velja tako za nas kot družbo, kot podjetje, kakor tudi za družbo širše in za slovensko državo. Zdaj, v prvem koraku želimo zmanjšati emisije CO2 za 15%.
Želimo uporabiti že razvite obstoječe tehnologije za to, da ta korak naredimo. Bomo potem videli kasneje, kateri koraki oziroma katere elemente bo imel ta prvi prehod. To želimo narediti v naslednjih 5 letih. Potem bomo vstopili v drugo fazo tega, kjer želimo tvorno sodelovati pri razvoju tehnologij, ki bojo na koncu pripeljale do popolnoma brezogljične proizvodnje cementa. Najverjetneje bomo se pa v veliki meri znebili tudi drugih emisij s tem zadnjim korakom. Nekje se zdaj ocenjuje, da bi lahko prišlo do popolnoma razogljičenja industrijskih dejavnosti nekje v polovici naslednjega desetletja ali pa recimo okrog leta 2040. Mi želimo biti med prvimi proizvajalci cementa, ki bomo to dosegli. Če gremo na naslednji slajd, tukaj želim malo več povedati o tem prvem koraku ali pa prvem sklopu aktivnosti, ki je povezan tako z razvojem naših proizvodov. Mi želimo s primernim ali pa skrbnim izbiranjem surovin za proizvodnjo cementa in z razvojem materiala poskrbeti, da bomo imeli na koncu visoko kakovostne, visoko zmogljive cemente, ki bojo omogočale tudi v gradbeništvu prehod v zeleno. Istočasno bi želeli pa pred tem tudi doseči nižji ogljični odtis naših proizvodov. Drug pomemben element je vzpostavitev proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov na naši lokaciji. Vemo, da je proizvodnja cementa povezana tudi s precej veliko porabo električne energije in mi želimo izkoristiti vse možnosti, ki jih naša lokacija industrijska nudi za to, da proizvajamo elektriko iz obnovljivih virov. To vključuje postavitev večjega obsega sončnih elektrarn in pa izrabo odpadne toplote iz naših procesov. Po zaključku te faze računamo, da bi lahko približno 1/3 svojih potreb po električni energiji pokrili sami iz teh obnovljivih virov. Naslednji pomemben korak je vezan tako na trajnostni razvoj, kakor na krožno gospodarstvo. Mi želimo se odmakniti od uporabe klasičnih fosilnih goriv in uporabiti večji delež alternativnih goriv. Prav tako želimo z uporabo stranskih proizvodov iz drugih industrijskih dejavnosti in pa z reciklažo gradbenih materialov dodatno zmanjšati emisije ogljikovega dioksida iz naše proizvodnje. Lahko povem, da že danes, ker industrija cementa tradicionalno uporablja različne surovine v svoji proizvodnji, že danes približno 15% surovin za cement prihaja iz drugih procesov in približno 5% surovin za proizvodnjo klinkerja prihaja prav tako iz reciklaže gradbenih materialov. Mi želimo v teh naslednjih 5 letih ta delež povečati in tako, bi rekel, nekako ohranjati naravne vire. Tukaj vidimo velik potencial, da bi lahko v prihodnjih desetletjih v večji meri reciklirali tudi gradbene materiale, ki predstavljajo kar velik del odpadkov v današnji družbi. Ob tem, ko bomo naredili te posodobitve, računamo pa z uvajanjem nove generacije inovativnih tehnologij, dodatno znižati naše vplive na okolje. Zdaj, ker je proizvodnja cementa predvsem povezana z vplivi na kakovost zraka, bo največja pozornost namenjena tem delu. Tako da v teh naslednjih par letih želimo še bistveno znižati že zdaj, bi rekel, povsem skladne emisije z evropskimi praksami na še precej nižji nivo. Sam za primer povem, da recimo načrtujemo prepoloviti emisije dušikovih oksidov, ki predstavljajo nekako največji volumen emisij iz naših proizvodov.
No, če gremo na naslednji slajd, na tem slajdu vidite, da pravzaprav mi že imamo neko ugodno štartno pozicijo, mi že v teh preteklih letih nismo stali križem rok, ne, ampak smo že bistveno znižali naš ogljični odtis. V zadnjih 15 letih smo za 15% približno ga znižali, istočasno pa izboljšali kakovost naših proizvodov za približno 10%. In danes proizvajamo klinker s približno 10% nižjimi emisijami, kot proizvaja povprečna nemška cementarna ali pa povprečna cementarna v Evropi. Tako da izhodišče je dobro. Mislimo pa, da je potreben ta naslednji korak, ki sem ga prej opisal, in ta nas bo pripeljal še en korak dalje. Če sam povem še v eni od ocen Salonita Anhovo iz leta 2017, so eksperti ocenili, da nekako je naša tehnologija nekje 10 let pred povprečno cementarno v Evropi in mi želimo to prednost ohranjati tudi naprej oziroma jo, če bo le mogoče, še povečati. Na tem slajdu vidimo ocenjene maksimalne prispevke k onesnaženosti zunanjega zraka, ki prihajajo iz naše proizvodnje. Se pravi, to so podatki za tiste točke, na katerih mi najbolj vplivamo, ker ne vplivamo na vseh enako. In primerjene so pa te vrednosti z mejnimi vrednostmi, ki veljajo za zunanji zrak. In vidimo, da smo pri vseh teh parametrih najmanj 5-krat pod temi mejnimi vrednostmi za najbolj obremenjene točke v naši okolici. No, s to novo generacijo inovativnih tehnologij, ki se jo da narediti s tem, rekel, novim tehnološkim korakom naprej, ki bo potem omogočil tudi zmanjšanje emisij CO2, bomo lahko te prispevke še bistveno zmanjšali. Ta zadnji korak do brezogljične in morda tudi brezemisijske proizvodnje cementa bo povezan z precej obsežnim vlaganjem. Ocenjuje se, da na cementarno naše velikosti bo potrebno okrog 200 milijonov evrov za prehod v to novo stanje in tudi kar precej prostora. Mi v zadnjih letih intenzivno odstranjujemo objekte, na katerih je v preteklosti tekla proizvodnja cementa, danes pa niso več v uporabi. Nekje bomo zaključili to odstranjevanje v prihodnjem letu ali pa najkasneje do leta 2023. In na tem mestu želimo postaviti te nove tehnološke sklope, se pravi, pripravljamo prostor za to bodočnost naše cementarne. In na tej sliki nekako schematsko vidite prikaz objektov, ki bojo povezani z zajemom in uporabo ogljikovega dioksida iz naše proizvodnje, z skladiščenjem električne energije, z proizvodnjo električne energije iz sonca in tudi z še kakšno tehnologijo, za katero danes ne vemo še, da jo bomo rabili. Zato, ker je treba povedati, da za ta zadnji korak vemo, da bo zahteven, približno si danes predstavljamo, kaj to pomeni, čisto do konca pa ta tehnologija še ni razvita. Tako kot sem prej povedal, mi želimo tvorno sodelovati pri razvoju in na ta način biti ves čas v kondiciji, da te nove tehnološke rešitve lahko kar se da hitro vpeljemo tudi v našo proizvodnjo. Vse, ki boste pripravljeni, bi rekel, sodelovati pri tej transformaciji, verjamem, da bo dovolj prostora, tega ne bomo mogli narediti sami. Odvisno bo ne samo od nas, ampak tudi od pripravljenosti družbe, da ta poslednji korak naredimo. In vse, ki ste pripravljeni tukaj biti zraven, toplo vabljeni. Super. Bo zanimivo. Zdaj bi pa jaz Dejanu predal besedo.
Gospod Vuk, hvala za tale podroben vpogled v način razogljičenja cementarne. Prepričan sem, da boste dobili številne posnemovalce, ne le doma, temveč tudi po svetu. Sedaj pa je čas, da damo besedo naslednjemu sogovorniku. Magister Dejan Cviter, član uprave Salonita Anhovo, nam bo predstavil dosedanje uspešno poslovanje družbe, ki je tudi temelj za načrtovanje investicij v tehnološke posodobitve in razvoj delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Gospod Cviter, so tudi poslovne številke Salonita Anhovo tako zelene kot njegovi prihodnji načrti? Ja, hvala za to zanimivo vprašanje. Najprej prisrčen pozdrav iz Anhovega vsem, ki nam sledite. Ja, zanimivo vprašanje in definitivno mi v Salonitu Anhovo smo prepričani, da brez zelene proizvodnje tudi ni zelenih številk. Iz tega vidika to vidimo že danes in v bodoče se bojo ti trendi skladno z družbenim soglasjem, ki smo ga sprejeli, da želimo znižati naše izpuste CO2 in jih izničiti, se bojo ti trendi v bodoče samo še ojačili. Iz tega vidika vidimo razvojne priložnosti in kot je to kolega dr. Vuk že povedal, ne smemo se bati prihodnosti, ampak bi rekel z postopnimi koraki in prilagajanji se približati tem skupnim našim ciljem in ta skupni cilj je, da bo naš planet Zemlja, da bomo na njem bivali in ne samo mi, ampak tudi še prihodnje generacije in k temu smo mi v Salonitu Anhovo trdno zavezani. Da se ne boste ustrašili, vidite en kup številk, ki prikazujejo naše poslovanje v letu 2020. Podatki so v tisočih evrih. Ta prvi stolpec, ki ga vidite, tudi sivo označenega, prikazuje leto 2020. Desno od tega vidite primerljive podatke za preteklo leto, se pravi za leto 2019. Graf pa prikazuje potem v prvem stolpcu absolutno razliko med številkami v tisočih evrih, desno od tega pa potem tudi še relativno odstopanje, se pravi odstopanje v procentih. In bi prosil, da gremo morda na naslednjo pojačitev. Se pravi, v prvi vrsti vidimo prihodke od prodaje, ki smo jih kljub izzivom, ki smo jih kot celotna družba imeli z COVID-19, uspeli v medletni primerjavi povečati za dobra 2 milijona. To je 3,1% več kot v preteklem letu. In predvsem je razveseljivo, da smo na domačem trgu uspeli glavnino tega prirastka doseči. Se pravi, smo še utrdili naš položaj na domačem trgu, kjer imamo 50% tržni delež in to posledično seveda pomeni, da vsako drugo stavbo, ki jo imamo v Sloveniji zgrajeno, je zgrajena z cementi iz Salonita Anhovo. Če gremo potem še naprej, pa se osredotočimo kar na čisti dobiček, se pravi, kaj iz tega je pod črto ostalo. Potem vidimo, da v letu 2020 smo pod črto pridelali skoraj 11 milijonov pozitive, se pravi čistega dobička. To je, bi rekel, nekoliko manj kot v preteklem letu, ko smo z 15 milijoni dosegli zgodovinski uspeh. In če gremo še naprej, vidimo, kje je glavni razlog za to, da je, bi rekel, poslovni izid ni čisto tako visok kot v preteklem letu. To je postavka drugi poslovni odhodki in ta prirastek na preko 4 milijone evrov stroškov odraža stroške, ki smo jih v lanskem letu dejansko že imeli z emisijskimi kuponi, se pravi, kot industrija, kot največji emitenti v Evropi smo zavezani, da te kupone deloma tudi kupujemo na trgu in cene nenehno rastejo, tako da iz tega vidika lahko pričakujemo, da se bo ta stroškovna pozicija v naslednjih letih samo še povečala in prav iz tega razloga, ne samo zaradi naše odgovornosti do naših otrok in vnukov, ampak seveda, bi rekel, najbolj učinkovit instrument usmerjanja gospodarskih subjektov, pa tudi nas kot, bi rekel, individualne osebe, je seveda vedno cena in ukolikor in kar zdaj že vidimo, da so izpusti CO2 dobili neko ceno, to seveda potem motivira celotno gospodarstvo, pa tudi nas kot individualce, da ustrezno z politiko, ki stremi po temu, da znižamo izpuste CO2, tudi ravnamo
in mi kot Salonit Anhovo lahko k temu prispevamo z investicijami v lokacijo, ki bojo, tako kot je dr. Vuk že povedal, v zelo kratkem času znižale te izpuste za 15%, na dolgi rok pa naš zgodovinski cilj, da želimo postati zelena proizvodnja. Če gremo potem na naslednjo prosojnico, potem, kar bi želeli tudi izpostaviti, prej smo že videli, koliko poslovnih priložnosti imajo tudi dobavitelji na strani, bi rekel, upravljanja storitev, na strani oskrbe z materiali. Torej, po eni strani je to 20 milijonov, na drugi strani 12 milijonov. Vemo tudi, da v skupini Salonit imamo stroške dela, ki presegajo 12 milijonov evrov na letni ravni. In kar vidimo na tej prosojnici, investicije v razvoj lokacije, za katero smo v letu 2019 namenili 8 milijonov, letos pa jih načrtujemo kar 12 milijonov, vse to ostane na lokaciji. Tako da, kar je temeljna izpoved z ekipnim delom v skupinskem duhu in, bi rekel, z prispevkom prav vsakega od naših 350 zaposlenih, smo si v preteklih letih izdelali zelo močne in stabilne finančne temelje za te ogromne izzive, ki nas čakajo, in smo finančno pripravljeni, da bomo tem izzivom tudi kos iz lastnih moči. In posledično lahko to strnemo v ta stavek, da dobički in dobro poslovanje pač omogoča nadaljnje investicije v razvoj te naše lokacije, in s tem povezano je tudi vedno pozitiven vpliv na okolje. Tako kot je kolega Tomaž že povedal, ne stremimo potem, da ostanemo vedno na starih tehnologijah, ampak hočemo ohraniti to prednost, ki jo imamo danes pred evropsko konkurenco, in jo še ojačiti, in zato so potrebne investicije in ti dobički, ki jih ustvarjamo, so praktično temelj za te investicije. Na kar smo tudi zelo ponosni, če gremo prosim še enkrat kratko nazaj, eno bi rad še izpostavil, in sicer na kar smo tudi zelo ponosni, je to, da bi rekel, imamo nadpovprečne plače v Salonitu, te so 22% nad slovenskim povprečjem in kar 30% nad goriškim povprečjem. To nam zagotavlja, da dejansko kot kadre pridobimo najbolj bistre glave, ki nam bojo omogočale potem tudi, da bomo ta tehnološki napredek obdržali in ga nadgradili v naslednjih desetletjih. K temu in s ponosom to tudi povem, da imamo znotraj skupine Salonit, kjer nismo matični DD, ampak imamo tudi odvisne družbe, ki niso vse enako uspešne, ampak kot neko znak solidarnosti v skupini med vsemi 350 zaposlenimi bodo vsi v teh dneh v maju prejeli 1900 evrov letošnjega regresa, in mislim, da smo tukaj tudi med enimi od vodilnih podjetij v Sloveniji. Tako da kot uprava stremimo po temu, da gledamo na vse deležnike in želimo z vsemi tvorno in dobro sodelovanje imeti in ga še v bodoče nagraditi. Potem pa lahko gremo prosim na naslednjo prosojnico, in to, kar je bilo že izpostavljeno, to zdaj ni neka muha enodnevnica, ki smo jo si v Salonitu izmislili, ampak sledimo dosledno Evropskemu zelenemu dogovoru, kjer praktično hočemo razvozlati to protislovje, ki je morda nekdaj v preteklosti bilo. In to protislovje je bilo ali gospodarski razvoj ali pa čisto okolje. In tukaj je zdaj nek družbeni dogovor, nek družbena ideja, ki jo Evropska komisija tudi podpira, da ne bo več ali razvoj ali čisto okolje, ampak to hočemo v eno enoto združiti in dejansko skozi zeleno, brezogljično proizvodnjo, ki bo imela minimalne vplive na okolje, to tudi združiti v neko splošno blaginjo za vse nas. Evropska unija si je zadala cilj, da hoče do leta 2050 doseči to podnebno nevtralnost. Mi v Salonitu želimo biti še bolj ambiciozni in če bo posluh tudi okolja,
če bomo imeli dovoljenja, za katere si bomo prizadevali na transparenten način, potem želimo to še doseči kako leto prej. In kar je tudi še enkrat potrebno poudariti, to so ogromni izzivi, to je ta pravi izziv za našo generacijo in ne smemo ta bremena prenašati na bodoče generacije, ampak ne smemo se tega izziva ustrašiti, ampak mu z doslednimi koraki, bi rekel, tudi postopno se približevati in to bo omogočalo potem tudi blaginjo in ustvarjanje novih zaposlitev. To moramo videti kot neko priložnost in neko investicijo, neko vlaganje za to, da bo človeštvo na tem našem planetu Zemlja lahko tudi še vsaj naslednjih 100 let obstajalo, ne samo naslednjih 100 let, ampak v nedogled. In to investicijo mi smo jo pripravljeni podpirati in si bomo kot cela ekipa z vso vnemo prizadevali za to, da bomo tem ciljem, ki nam jih je Evropska unija zadala in ki smo si jih skupno zadali, tudi ustrezno sledili. Hvala, gospod Cviter. Glede na to, da ste vi človek številk, bo naslednje vprašanje kot nalaž za vas. Mnoge zanima, bo zaradi tega, se pravi zaradi zelene proizvodnje cement dražji ali ne? Tudi zanimivo vprašanje. Nekaj si moramo, po mojem je treba postaviti to v nek širši kontekst. In sicer ne samo, kar se tiče razvoja in proizvodnje cementa, ampak bi rekel, družbeno soglasje je, da želimo, bi rekel, celotno gospodarstvo pretvoriti in preobraziti v neko zeleno gospodarstvo. To vemo, da to terja investicije, to terja napore nas vseh, ustvarja pa tudi priložnosti. In ustvarja priložnosti, bi rekel, na področju, kjer bojo se ustvarjala delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in posledično menimo in smo prepričani, da bo prišlo do enega splošnega dviga blaginje, ki bo potem tudi omogočala, da se bo za cement, ki bo proizveden na zelen način, brez emisij CO2 in z minimalnimi vplivi na okolje, vsak od nas pripravljen tudi kaj več odšteti. Vam pa lahko zagotovim, da bo naš cement ostal vselej konkurenčen gradbeni material, predvsem pa je danes že in bo v bodoče še bolj trajen in to je po mojem naš skupni cilj in tle ne smemo gledati na vsak cent. Hvala, gospod Cviter, za vaš odgovor in hvala vsem sogovornikom za vaše predstavitve. Zdaj pa je napočil čas za novinarska vprašanja. Ob tej priložnosti bi se najlepše zahvalil novinarjem in medijem, ki ste vprašanja že poslali vnaprej. Zanimalo vas je naslednje. Prvo vprašanje, ki smo ga prejeli, je bilo, kako je epidemija COVID-19 vplivala na poslovanje Salonita Anhovo? Že imamo sogovornika, ki bi tole komentiral? No, mogoče bom kar jaz, če dovolite. Del smo že pojasnili skozi številke. Skratka, predvsem ocenjujemo lansko leto najprej, marca in aprila, ko smo bili vsi v krču, govorim celotna industrija, pa ne samo naš tradicionalni slovenski trg, oziroma naš največji trg, tudi naše ostale trge smo si ogledovali, Hrvaško, Italijo, Avstrijo, Bosno. Bilo je precej negotovosti in moram reči, da v marcu in aprilu, ko je bilo prvo zaprtje, mi smo sicer delali praktično brez prestanka, vendar so bile številke tako v Sloveniji relativno majhen upad gradbenih aktivnosti, Italija zanimivo popolna zaustavitev v aprilu, dosegali smo nekje 25% pričakovanih količin in če je bila Slovenija na 90%, je bila Italija tu res zelo prizadeta. Ostali trgi, Hrvaška, Avstrija, Bosna, vsi prizadeti, ja, ampak ne tako kot Italija. No, sledila je pa ponoven dvig v maju in juniju in ta je bil izrazit ravno za Italijo, ker je bil padec največji. Tako da smo imeli v Sloveniji na našo srečo, proizvodnja ima pač svoje pravila, rabi še eno določeno konstantnost in če je bil slovenski trg dost konstanten, so ti prenihaji nam povzročili nekaj malega težav, vendar smo pol
hitro ugotovili, in smo bili ponosni, kako smo se odzvali na potrebe trga. Niti en dan, niti eden od naših kupcev ni ostal brez kilograma cementa. Številke na koncu leta so pa povedale, da smo rasli s 3%. Mogoče za medije zanimiv podatek oziroma opažanja, ki smo jih v zadnjem času imeli. November in december lanskega leta sta bila nekoliko že zaznamovana z rahlim padcem gradbenih aktivnosti, predvsem na zasebni gradnji ali pa na manjših gradnjah, kar bodo, pričakujemo, veliki investicijski projekti pokompenzirali. Tudi januar in februar sta bila slaba, vendar tokrat pretežno, to sta že sama po sebi meseca, ki nista zelo aktivna v gradbeništvu. No, letos smo imeli še to dodatno neprijeten vzrok padca, slabo vreme, ki se pogosto zgodi v teh mesecih. Tako da lahko zaključimo, da so bili november, december, januar, februar nekoliko pod načrtovanimi. Smo pa optimisti, zastavili smo zelo ambiciozen načrt za leto 2021 in verjamemo, da ga bomo kar izpolnili, še posebej glede na zadnji razvoj zdravstvenega stanja v državi, pa tudi v okoliških državah. Verjamemo, da bojo naši načrti izpolnjeni. Hvala za odgovor. Naslednje vprašanje pa je povezano z onesnaževanjem. Večkrat slišimo očitke, da je Salonit Anhovo glavni onesnaževalec v Srednji Soški dolini. Kako odgovarjate na to? No, tu bo verjetno več sogovornikov, jaz bom samo uvod, potem bo mogoče Tomaž kaj povedal tudi. Torej, najprej bi rad poudaril, da delujemo v skladu v popolnem soglasju z vso evropsko zakonodajo najprej, potem z slovensko zakonodajo in vsemi dovoljenji, ki so nam bila izdana. Kar je zelo pomembno, je dejstvo, da nimamo praktično nobenega odpustka glede na to, pod katerimi pogoji delujemo, če se primerjamo z 200 cementarnami v Evropi. Skratka, nimamo nobenih odpustkov, o čemer se veliko govori, pa ni argumentov, pa nasprotnih pa ni. Skratka, delamo pod popolnoma enakimi pogoji kot vsi ostali. Dosegli smo velik napredek v zadnjem obdobju, videli ste na eni od prosojnic, koliko so se znižali naši izpusti CO2, tudi naši izpusti delcev PM10 in PM2,5. Imamo izredno obsežno bazo okoljskih podatkov in naš prispevek, seveda, kot največja industrija v Soški dolini smo seveda največji onesnaževalec, vendar videli ste, koliko so pa naši prispevki k splošnemu onesnaževanju v okolju, torej govorimo o odstotku 2, 10 do 20. Smo največja industrija v Soški dolini, največje podjetje. In lahko pa rečemo, da smo tudi med 10% najboljših cementarn tudi po okoljskem odtisu. Zdaj pa govorim v evropskem merilu. Skratka, verjamemo, da smo na dobri poti in z načrti, ki jih imamo, in z dodatnimi investicijami, ki jih bomo izvedli, bomo še vedno v špici. Hvala. Novinarje zanima še, kateri zakonodaji je podvrženo delovanje cementarne in kdo določa mejne vrednosti emisij. Tomaž, boš ti mogoče. Ja. Zdaj, cementarna je kot nek večji industrijski objekt podvržena zakonodaji, ki ureja emisije iz velikih industrijskih objektov. Obstaja tako imenovana Industrial Emission Directive, direktiva, ki opredeljuje, kakšne smejo biti emisijske vrednosti iz takih industrij. In ta velja na območju Evrope. Zdaj, ker je to direktiva, mora pa država to direktivo prenesti v svoj pravni red, s čimer je pač zavezana pa kriterijem, ki so pa v tej direktivi navedeni. Tako da pravzaprav je to določeno na nivoju Evrope. Zdaj, mogoče jaz bi še pojasnil, kako pravzaprav do teh emisijskih
kriterijev pridemo. Ker se tehnologija ves čas razvija, je evropska zakonodaja zasnovana na tem, da se ves čas spremlja ta razvoj tehnologije in se s tem razvojem prilagaja emisijske vrednosti, ki postajajo vsako leto, ali pa ne vsako leto, ampak s časoma vedno nižje. In na področju posamezne industrije se na približno 10 do 15 let presodi, katere tehnologije omogočajo tak najboljše okoljsko delovanje in se potem glede na sposobnost take tehnologije določi mejne vrednosti. To je podobno kot recimo pri avtomobilih, kjer imamo standarde, Euro 5, 6, 7, se pravi z razvojem teh motorjev z notranjim izgorevanjem postavljamo zmeraj bolj ostre standarde za emisijo in podobno je pri industrijah. Tako da se na nivoju Evropske unije spostavi ekspertne skupine, zastopane z različnih skupin ljudi, se pravi tako eksperti iz področja določene industrije, recimo industrije cementa, eksperti iz področja okolja, nevladne organizacije, vse zainteresirane javnosti. In taka skupina potem skozi nek proces, ki traja recimo 2 do 3 leta, presodi, katere tehnologije je potrebno v nekem času vgrajevati v posamezne industrije. Na podlagi tega pridemo do emisijskih vrednosti. Ja, pa še mogoče kot dodatek, Svetovna zdravstvena organizacija ima tudi svoja priporočila glede mejnih vrednosti, ki so velikokrat strožja od že določenih mejnih vrednosti in smo zadovoljni in ponosni, da izpolnjujemo tudi vsa njihova pričakovanja in priporočila. Ja, mogoče bi tam dodal še to, ker si zdaj Julijan omenil, je relevantno. Mi se pogovarjamo zmeraj o 2 vrednostih. Eno je to, kar je izpust, in ta seveda je zmeraj skozi to zakonodajo, v takem izpustu presojena je sploh varno in je možno doseči nižje emisijske vrednosti. Kolikor je možno doseči z razvito tehnologijo, se pa take mejne vrednosti predpiše in potem v nekem prehodnem obdobju mora vsako podjetje se prilagoditi tem novim zahtevam. Zdaj, to pa ne pove še skoraj nič o tem, koliko je pa onesnažen zrak v okolici takega podjetja. Zato, da se to presoja, obstajajo pa kriteriji onesnaženosti zunanjega zraka, se pravi, tam imamo tudi mejne vrednosti za določena onesnaževala in potem primerjamo onesnaževala v tem zunanjem zraku s temi mejnimi vrednostmi in presojamo, ali je okolje močno onesnaženo ali ni. Ko se nek industrijski objekt na novo umešča, se pa poskuša zaračunati, kaj bo to pomenilo za ta zunanji zrak in se potem presodi, ali je dopustno tak objekt umestiti v nek prostor. In naprej na tistem slajdu, ki sem skozi ta prvo prezentacijo pokazal, sem pokazal pravzaprav, kakšni so naši maksimalni prispevki na nekih določenih območjih v primerjavi z zahtevami za kakovost zunanjega zraka. Se pravi, imamo dvojne kriterije. Eno so tisto, kar mi izpuščamo in se primerjamo z drugimi cementarnami, in drugo je to, kakšna je kakovost zraka v tej naši okolici, in tam pa primerjamo z temi mejnimi vrednostmi, ki veljajo za kakovost zunanjega zraka. Tam se pa primerjamo z drugimi okolji oziroma primerjamo se s tem, ali je bivanje v tem okolju varno. Hvala za ta izčrpna pojasnila. Prejeli smo že naslednje vprašanje. Novinarko zanima naslednje. Povsod v razvitem svetu vse bolj razmišljamo o tem, kako iz odpadkov izdelati uporabne materiale. Obstajajo primeri izdelave opek iz odpadnega časopisnega papirja, pa kompozitnih plošč iz odpadnega tekstila. Kateri odpadni materiali so najbolje združljivi s cementom in jih vidite kot kombinacijo, ki bo zanimiva in uporabna v gradbeništvu v prihodnosti?
Ja, mogoče lahko jaz na to odgovorim. Zdaj, cement je lepilo, ki najbolj deluje z mineralnimi snovmi. To klasično ga uporabljamo zato, da zlepimo kamenji agregat med sabo v beton. In zato je ta kombinacija najbolj uporabna tudi za obdelavo nekih odpadkov, ki jih lahko recikliramo. In to se v določenem delu tudi že dogaja. Se pravi, najbolj vidimo to kombinacijo z recimo mineralnimi stranskimi proizvodi iz nekih drugih procesov, reciklirani gradbeni materiali, kot so opeka in beton, ki bi lahko služili kot namesto gramoza, in v kombinaciji s cementom bi dobili ponovno beton. In moram povedati, da je pravzaprav beton popolnoma reciklabilen, in v tem smislu tudi cement. Imamo pa dve poti. Eno je, da te predelane materijale, reciklirane materijale vgrajujemo v beton v kombinaciji s cementom. Drugo je pa, da take materijale lahko uporabljamo tudi kot surovino za proizvodnjo cementa. Se pravi, da namesto kamna iz kamnoloma, ki je naša običajna surovina, en del teh materijalov vgradimo v klinker. In mi na obeh delih že tudi v nekem določenem obsegu to počnemo. Prej sem že v prezentaciji omenil, da mi želimo ta del še tudi povečati. In s temi posodobitvami bomo lahko ta delež reciklaže tudi bistveno povečali. Super, hvala. Tudi naslednje vprašanje je bolj tehnološke narave in se glasi takole. Ali lahko s proizvodnjo cementa doprinesete k razvoju pametnih materialov, na primer pametnega betona? Ima proizvodnja cementa ta potencial? Zdaj, tako, cement je v bistvu neko vezivo, lepilo v betonu. Končni tisti uporaben material je običajno beton. Lahko so pa tudi drugi kompoziti na osnovi cementa. Bom povedal tako, ta beton je od teh glavnih gradbenih materialov najmlajši med vsemi. In zato, ker je kompozit in omogoča vgradnjo tako različnih vlaken, kamenih agregatov, drugih elementov v te kompozite, ima izrazito visoko vrednost za potencial za inovacije. Seveda, ko iščemo te nove, recimo, kompozitne materiale, z vključevanjem, recimo, steklenih vlaken, optičnih vlaken ali pa kakšnih drugih snovi, v ta končni kompozit, mora biti vezivo sposobno te elemente med sabo povezati. In tukaj je vloga tudi razvoja cementa, da se prilagaja tem potrebam, ki se bojo pojavljali in se pojavljajo, in da je sposoben potem opraviti to osnovno funkcijo veziva v takem kompozitu. Hvala. Naslednje vprašanje je bolj kadrovske narave. Kako vključujete vaše zaposlene in vaše poslovne partnerje v vašo trajnostno preobrazbo podjetja? No, tu bom jaz mogoče par besed. Ni uspešnega podjetja brez dobrega konsenza glede osnovnih usmeritev, glede načina delovanja. Najprej, ne vem, če smo danes že poudarili, da prihaja 2/3 naših zaposlenih iz domače občine, iz občine Kanal ob Soči. V zadnjem času smo zelo pomladili našo strukturo kadrovsko, skratka zadnjih par let pospešeno zaposlujemo mlade strokovnjake in smo veseli tudi te preobrazbe. Kako jih vključujemo? Seveda, praviloma vizija, strategija gre po principu top-down, vendar na koncu v enem trenutku se morajo srečati ideje poslovodstva in mogoče lastnikov z idejami vseh zaposlenih, ki jih je neskončna množica. Moram reči, da dobro sodelujemo tako s predstavniškimi telesi delavcev, se pravi sindikati in svetom delavcev. Velikokrat so kritični do naših odločitev, do naših
usmeritev, ne, ampak vedno zelo konstruktivni. Tako da tudi ob predstavitvi, to, kar imamo danes, glede naše vizije, prva predstavitev za medije v smislu dolgoročne vizije podjetja, smo imeli seveda predhodno za naše sodelavce, bila je zelo dobro sprejeta, skupaj smo jo kreirali z določenim delom naših sodelavcev in verjamemo, da dobro koristimo vse sinergije in potenciale, ki jih imamo znotraj podjetja. Hvala. In še zadnje vprašanje, ki smo ga prejeli tekom novinarske konference, je povezano pa s sončno elektrarno. Novinarje zanima, če je mogoče dobiti podatke o načrtovani sončni elektrarni, njeno moč, predvideno proizvodnje energije, finančni vložek in morebitne subvencije. Ja, bom jaz odgovoril. Nekako mi smo ocenili, se pravi, na teh sončnih elektrarnah smo v različnih fazah razvoja. En del teh sončnih elektrarn so že zelo dobro zdizajnirani, tam vemo več podatkov, nekje imamo malo manj podatkov in vemo pa, da je potencialno tam možno tako elektrarno postaviti. En del teh elektrarn bo na strehah, en del bo na tleh. Naša ocena je, da na tem našem industrijskem območju je možno zgraditi nekje med 5 in 10 megavati moči te sončne elektrarne, take sončne elektrarne in to bo še zmeraj moč, ki tudi pri največjem moči obratovanja, ker bomo mi vso energijo sposobni porabiti sami. V prvem koraku načrtujemo eno sončno elektrarno na strehi, ta bo imela malo več kot 2 megavata moči. Cel ta, bi rekel, sklop investicij nekje ocenjujemo na vrednost 3 milijone evrov, recimo, in se bo zgodila v par korakih nekje do leta 2025. Gospod Vuk, hvala za tale odgovor, s katerim tudi zaključujemo današnjo novinarsko konferenco. Ob tej priložnosti bi se najlepše zahvalil vsem sogovornikom ter predstavnikom medijev. Naj vam zaželim lepo digitalno slovo in čudovit preostanek dneva. Lep pozdrav, hvala lepa. Živjo. Ja. Videnje.